Kot pa je na tiskovni konferenci pred dnevi povedal okoljski minister Kumer, imajo v primeru, da se bodo razmere zaostrovale, v načrtu nekaj ukrepov, kakšnih pa tako ni razkril. Sicer pa zagotavljajo, da je zalog goriva dovolj, no na drugi strani pa župani predvsem obmejnih občin finančno upravo pozivajo, da naj pošlje na mejo svoje inšpektorje, ki naj nadzirajo, koliko goriva kdo odpelje čez mejo. Pa je to mogoče? Poglejmo izjavo. Ko tuji državljani natočijo gorivo v prenosne posode, to gorivo plačajo na bencinski črpalki in s tem, ko plačajo gorivo, plačajo tudi trošarino, ker je trošarina sestavni del cene goriva. Torej plačajo trošarino v Sloveniji. Ko pa prenesejo, torej ko pripeljejo to gorivo v svojo državo, recimo v Italijo, v Avstrijo, potem pa njihovi nadzorni organi, carinski, trošarinski, torej avstrijski, italijanski, izvajajo nadzor nad njihovim gorivom in oni preverjajo, ali so dejansko prekoračili teh 10 litrov dodatnega goriva.